Hvala lepa. Najpogostejše tarče sovražnega govora so ponavadi tudi najbolj marginalizirane družbene skupine. V zadnjem času so to predvsem migranti, migrantke, begunci, begunke ter verske manjšine, seveda zlasti muslimanke in muslimani. Zato bi jaz rada začela z neko krajšo opombo glede izbire naslova moje današnje prezentacije. V prvem delu ksenofobija, ksenofobni sovražni govor. Ksenofobija je en tak precej prazen termin, ki označuje psihološki strah ali prezir do ljudi zaradi njihove drugačnosti. Pomeni torej strah, prezir, sovraštvo do tujcev, do drugih, ki so na tak ali drugačen način oklasificirani oziroma kategorizirani kot fundamentalno drugačni od nas. To pa vodi v nepripravljenost, da bi se takšne ljudi sprejelo v svojo lastno skupino, v tako imenovan in-grup. Svoj današnji prispevek zamejujem na zgolj en vidik sovražnega govora, in sicer sovražni govor do migrantov, beguncev, zato sem ga dodatno oklasificirala za ksenofobnega. Čeprav bi ga prav tako lahko imenovala nacionalistični ali rasistični sovražni govor. Drugi del naslova pa je torej beseda sovražni govor, o čemer smo danes že precej slišali, in zato naj kar takoj ponudim neko delovno definicijo. Gre predvsem za orodje poniževanja, podrejanja, izključevanja, diskriminacije in dehumanizacije določenih družbenih skupin, ki temelji na njihovi pripisani narodni, rasni, verski in ali tako imenovani kulturni pripadnosti. V svojem prispevku torej želim nasloviti razumevanje sovražnega govora z vidika sociologije. In sicer mene zanima sovražni govor kot družbeno-politično vprašanje. Da torej obravnavamo sovražni govor kot pojav, ki presega neke ozke pravne opredelitve in kazensko pregonljive načine delovanja. Ker gre za pojav, ki ga definirajo različne discipline, je seveda sovražni govor razumljen na različne načine in to nam otežkoča neko učinkovito delovanje v smislu naslavljanja problematike širjenja nestrpnosti in diskriminacije marginaliziranih družbenih skupin. Koncept sovražnega govora namreč najdemo na presečišču zelo različnih disciplin, torej tako v pravu, kot v družboslovju in humanistiki, pa tudi v medicini in informatiki. Sovražni govor je torej na eni strani praktični problem, o tem ni dvoma, zato recimo se sedaj s sovražnim govorom ukvarjamo občutno pogosteje in tudi intenzivneje, kot recimo že samo pol leta nazaj. Ampak hkrati sovražni govor načenja niz nekih teoretskih vprašanj, zato skušam ta torej praktični problem sovražnega govora misliti s pomočjo sociologije nacionalizma. V prvem delu bi zato želela poudariti, da je potrebno reflektirati okvir nacionalne države, ki nacionalizem vsebuje v samem bistvu svoje ustanovitve in obstoja. Nekateri sodobni teoretiki nacionalizma, predvsem postmodernisti, recimo Jonathan Hearn je en tak primer, opozarjajo prav na dejstvo, da tudi uveljavljene, torej tako imenovane konsolidirane demokracije, rutinizirajo, udomačijo nacionalizem, ga torej posvojijo, vključijo ga v bistvu v same strukture politike. Tako da nacionalizem še zdaleč ni zgolj neko zgodovinsko, v glavnem preseženo stremljenje k državnosti oziroma ni le ideologija, ni le politično gibanje preteklosti, ampak je nacionalizem pojav, ki je globoko zakoreninjen v naši realnosti, tukaj in zdaj. Je sistem kulturnih reprezentacij in je oblika diskurza. Izključevanje tujcev je torej logični in sestavni del nacionalne države, ki se vedno znova umetno homogenizira. Torej vzpostavlja se kot država nekega naroda in za ta neki narod. Gre torej za definiranje nacionalnega, državljanskega telesa kot narodnega, kot etničnega. In ker je seveda nacionalizem kompleksen pojav, ki zaobjema tudi neke širše procese ponotranjanja nacionalne identitete v družbi,
Jaz mislim, da nam pomaga razumeti tudi pojave, kot so recimo protibegunske reakcije in njihove oblike in diskurze. Poglejmo zelo na hitro neke 3 tipične mobilizacijske momente. Imamo pozive k zaščiti naših žensk, imamo strah pred tujci kot posiljevalci in imamo svarjenje seveda pred izginotjem naše kulture, našega naroda in tako naprej. Teoretizacija spola in nacionalizma zelo jasno v bistvu pokaže na konstrukcijo tako imenovane nacionalistične ženske, ki simbolno predstavlja celoten narod. Kategorija ženske je v bistvu skonstruirana na način, ki služi nacionalistični agendi. Ženska služi oziroma kot biološko, simbolno in za kulturno reprodukcijo naroda. Ženska je tista, ki najbolj jasno reproducira v bistvu meje naroda in v sebi nosi njegove domnevno specifične značilnosti. V nacionalistični ideologiji je moški potem takem branitelj naroda, je tisti, ki brani naše ženske, naše meje in zato je jasna tudi navezava homofobije na nacionalistično izključevanje drugega. Moški in ženski princip sta jasno razločena in v bistvu njuna podrejena in nadrejena oziroma pasivna in aktivna vloga je jasno začrtana. Posilstvo naše ženske je zato v bistvu penetracija naroda, je poseg v narodovo telo, to pa rezultira v omadeževanju in v simbolnem smislu je zato vsakršno mešanje v bistvu tisto, ki vodi v izgubo narodove čistosti, v izgubo lastne specifičnosti, v izgubo lastne kulture in identitete in tako naprej. Kot izpostavlja Nira Juvel Davis, je pomembno teoretsko razumevanje širšega konteksta sodobnih politik pripadnosti. Torej tisti, ki presegajo zgolj okvir državljanstva in vsebujejo tudi identitete in čustva, ki te identitete spremljajo. Primer Slovenije v bistvu izkazuje, da je razlikovanje med državljanstvom kot formalnim statusom na eni strani in pripadnostjo v smislu nacionalne identitete ostalo neko nepreseženo dejstvo. In jaz mislim, da je temu potrebno posvetiti pozornost v smislu dekonstrukcije ideje slovenske nacionalne identitete kot nadnarodne, torej kot državljanske identitete. To potrjuje ta nevidni zid, ki v bistvu se vzpostavlja znotraj slovenske nacije do slovenskih državljanov, ki niso prepoznani kot pripadniki slovenskega naroda. In paradigmatični primer logike izključevanja je bila recimo izključitev izbrisanih iz avtomatične pridobitve slovenskega državljanstva. Izbris sam. In to še dodatno potrjuje v bistvu izključujoč odnos Slovenije kot nacionalne države in Slovencev kot večinskega naroda te države, tako do muslimanov, Romov, migrantov, priseljencev, izbrisanih, skratka do vsakršnih marginaliziranih manjšin, tudi do pripadnikov recimo LGBT skupnosti, hendikepiranih in tako naprej. Slovenija je tudi odličen primer tega, kar je Rogers Brubaker v bistvu poimenoval nacionalizirajoči oziroma ponarodujoči nacionalizem. Gre za delovanje nacionalne države oziroma državnih, političnih pa tudi drugih elit, ki promovirajo izbran narod, določeno nacionalno identiteto in nacionalno kulturo z uporabo državnih institucij in vzvodov moči. In Republika Slovenija je država, ki jo državljani, politiki, bi rekla, kar še v precejšnji meri, ne vsi seveda, še vedno razumejo kot državo slovenskega naroda. To dejstvo potrjuje med drugim tudi ustava, ki se v predtekstu utemeljuje s pomočjo, citiram, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodovo osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost. Konec navedka. Poseben status slovenskega naroda
V državi je razviden konec koncev tudi iz posebnih pravic in ugodnosti, ki so podeljene Slovencem brez slovenskega državljanstva, kar dokazuje primat narodnega, torej etničnega razumevanja pripadnosti nad državljanskim. Zdaj, zakaj ta ekskurs, ne? Zakaj govorim o tem? Zato, ker se mi zdi pomembno poudariti, da Slovenija v vsem tem seveda ni sama, še zdaleč ne in ni nobena izjema. Nacionalizem je še kako živ povsod, torej tudi v starih liberalnih demokracijah, ne samo v srednji in vzhodni Evropi, kot v bistvu glede na dogodke zadnjih nekaj mesecev se kaže. To je torej en del zgodbe, ne, ki naj nam pomaga razumeti, zakaj se sovražni govor širi tako hitro in zakaj so ideje izključevanja zmožne v bistvu tako hitro zaobjeti pomemben del prebivalstva. Ker vsi nastavki so že tukaj. Ne. Smo jih prejeli skozi socializacijo, šolo, medije, popularno kulturo, banalni nacionalizem je vse prisoten. Primož je rekel prej, popijemo skozi materino mleko, nekaj takega. Ne? Zato v drugem delu zdaj naslavljam vprašanje odgovornosti političnih akterjev in če se vrnem k obravnavi aktualnih primerov sovražnega govora, bi začela z enem nekako najbolj pogostih opisov trenutnega stanja. Recimo, ne, velikokrat slišimo, v Sloveniji in drugih članicah Evropske unije se zaradi večmesečnega begunskega vala izjemno krepi protiislamski diskurs, desne politične tendence, ksenofobija in tako naprej. Ne krepijo se zaradi beguncev, ker jih večina prebivalcev ni srečala, z njimi ni imela stika. Krepijo se zaradi povsem zgrešenega odziva vlad nacionalnih držav članic in zaradi zgrešenih EU politik oziroma rasističnih politik neukrepanja na eni strani in militarizacije na drugi strani. Torej, krepijo se zaradi varnostnega diskurza političnih akterjev, ne, ki so ga potem še povsem nekritično prevzemali in povzemali skoraj da vsi večji mainstream mediji, ne, z redkimi izjemami. In krepijo se seveda zaradi čustev strahu, nesolidarnosti in sovraštva. Ja. Ampak jaz bi zaradi procesov, o katerih sem pravkar govorila, torej skozi ta besednjak sociologije nacionalizma, čustva, reakcije tako imenovanih navadnih ljudi postavile na eno stran. In bi se raje posvetila vprašanju, kdo je zares tisti, ki generira sovražni govor. Ker to se meni zdi tisti moment, ki ga moramo naslavljati. Zdaj, Neža je že prej v bistvu omenila, da univerzalna definicija sovražnega govora ne obstaja. In mnoga nesoglasja izhajajo prav iz tega dejstva, ne, da na primer sociološka definicija sovražnega govora, by the way, ni ene same, ni enaka pravni ureditvi sovražnega govora. To pomeni, ne, da kazniv sovražni govor ni nujno to, kar ponavadi razumemo kot tako imenovan družbeno nesprejemljiv sovražni govor. Še več, in tukaj še posebej prihaja do nerazumevanja v javnosti, sovražni govor tudi ni vsaka razžalitev oziroma žaljiv govor, še posebej, če leti na predstavnice elit, ki imajo v rokah družbeno-ekonomske in politične vzvode moči. Predvsem pa imajo tudi sredstva in dostop do medijev, kar pomeni, da lahko na morebitne žalitve takoj javno reagirajo, jih takoj javno ovržejo. Ko se torej osredotočamo na sovražni govor kot ekscesno, skrajno dejanje izražanja rasističnega, mizoginega, homofobnega in tako naprej sovraštva, ko torej sovražni govor razumemo zgolj kot kriminalno dejanje, nam uide dimenzija strukturnih neenakosti. Še več, ne, sociološko razmišljanje je v bistvu s tem pravniškim konceptom sovražnega govora omejeno. In zato išče poti za naslavljanje in izpostavljanje prav te problematike strukturnih neenakosti. Če na primer pogledamo koncept tolerance, strpnosti, ne, ta je v svoji biti del strukturne neenakosti prav tistih drugih, ki jih je pač treba tolerirati, trpeti in ne več kot to.
Pojem strpnosti se povezuje tudi z vprašanjem soočanja s pojavi sovražnega govora. V imenu svobode govora naj bi se torej sovražni govor toleriralo. Če pogledamo argumente v prid nereagiranju na ekscesne izpade posameznikov, ki v javnosti trosijo sovraštvo in s pretiravanji, zavajanji, lažmi, v bistvu sooblikujejo in krepijo predsodke, potem vidimo, da je odzivanje na sovražni govor v tem ozkem razumevanju seveda takoj dojeto kot vzpostavljanje cenzure svobode govora, svobode izražanja. Zakaj je to tako močan odvračalni mehanizem? Spet ste me prehiteli. Razlog za to je predvsem v znamenitem 133. členu o tako imenovanem verbalnem deliktu iz časa Jugoslavije. Torej Slovenija kot nekdanja federativna socialistična republika še vedno pomni ta čas, in jaz bi rekla, da iz tega izhaja en ta še vedno močan strah pred očitkom o kršitvi svobode izražanja, svobode govora. Ampak tukaj gre za nerazumevanje ene ključne razlike. Medtem ko se je verbalni delikt nanašal na pregon govora, ki je bil usmerjen proti oblasti, torej elitam, ki imajo družbeno moč, sovražni govor pomeni delovanje, ki je usmerjeno proti tistim, ki družbene moči nimajo. In prav zato je izvzet iz polja svobode govora. Torej, kot že rečeno, ker je sovražni govor usmerjen proti skupinam, ki družbene moči nimajo, z namenom, da se jih še dodatno podredi, zatira, ponižuje, da se še naprej ta strukturna neenakost seveda ohranja, velja diskriminatorni govor nasloviti širše od pravnih okvirov kazensko pregonljivega. Hkrati pa mislim, da je zelo pomembno iskati načine za subverzijo obstoječega in sicer na način opolnomočenja manjšin. Z drugimi besedami, prav v okviru svobode govora je nujno tudi delovanje, ki sovražni govor razume kot proti manjšinam usmerjen diskriminatorni govor in se nanj odziva. Se nanj odziva z opozarjanjem, pozivi k etiki javne besede, z izobraževanjem o negativnih posledicah sovražnega govora oziroma, kot je Dragan prej naštel, imamo še cel nabor različnih odzivov. Ampak odzivati se je potrebno. Družbeno delovanje, zato pojav sovražnega govora lahko zagrabi v bistvu le na način javne reakcije, ki pa v okviru svobode izražanja ne sme biti zavrnjena z obtožbo cenzure, ampak mora biti sprejeta kot odpiranje razprave o vzrokih in strukturnih problemih, ki generirajo izraze sovraštva do in diskriminacije marginaliziranih. Iz tega vidika in s tem zaključujem, mislim, da je relevantno razlikovati tudi v bistvu na eni strani, in tle so tukaj zdaj tisti moji, množica posameznikov, ki načeloma recimo svojimi izjavami in delovanjem ne dosegajo širše javnosti, pa to ne pomeni, da zagovarjam načelo, da na njih ni potrebno reagirati in da niso problem. In na drugi strani politični akteri, torej odločevalci, kreatorji politik, ki pa so pomembni generatorji javnega diskurza in zato nosijo odgovornost za posledice svojih dejanj. V nekaterih primerih, glede na aktualne dogodke, mislim, da celo kazensko odgovornost. Ob predvsem v zadnjem času vse bolj pogostih, neodgovornih, izključevalnih, rasističnih izjavah si torej javno kritiko in poziv na odgovornost zaslužijo prvenstveno politični akterji. Govorim torej o delovanju, ki hkrati opozarja na sistemske neenakosti, kot sem rekla prej, in izpostavlja odgovornost družbenih elit, političnih elit, katerih dejanja ustvarjajo pogoje za porast sovražnega govora, ki smo mu priča. Zato je tudi nujno opozarjanje na pojave sovražnega govora, ker ne opozarjanje, ne odzivanje na možne posledice v bistvu vodi v normalizacijo. Normalizacija, ko se tovrstni diskurs sprejme za primernega. Zdaj smo precej blizu tej situaciji, če že ne v njej. Z odkritim pozivanjem k pobijanju beguncev, naprimer, smo prestopili prag in smo v normalizaciji hujskaške rasistične retorike, ki je v bistvu že nasilje, ne samo da vodi v nasilje in vojno, oziroma ustvarja pogoje za izbruh nasilja. Zato je ključno, da se začnemo pogovarjati o odgovornosti, da torej od političnih predstavnikov pričakujemo, da vsakič znova tovrstno izražanje jasno obsodijo
predvsem pa, da sami svojo lastno retoriko in dejanji ne ustvarjajo pogojev za takšne reakcije. Ob odsotnosti politik, ki sistemsko reproducirajo izključenost in rasizem, bi imeli opravka zgolj z osamljenimi ekscesi, tako pa svojo legitimnost v bistvu posamezniki in posameznice črpajo prav neposredno iz delovanja političnih elit.